Lepo pozdravljeni. 9. junija odhajamo na evropske volitve, poleg tega pa bomo glasovali tudi o 3 referendumih. Na enem od njih nas bodo vprašali naslednje. Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene? In ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo? Torej, mnenja o tem bosta tokrat soočila Milan Krek, doktor medicine iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in primarij Josipina Ana Červek, doktorica medicine in onkologinja. Lepo pozdravljeni. Torej, imamo kar nekaj, bom tako rekla, čudaštva. Imamo posvetovalni referendum, imamo 2 vprašanji, pa nobenega zakona. Gospod Krek, kaj vi mislite o tem? Prvo mislim, da je zelo velik problem bil pri samem nastanku referenduma, kajti referendum je bil sprejet zgolj in samo za političnimi ljudmi v odboru. Na odbor ni bil povabljen niti Ministrstvo za zdravje, ki v vladi obvladuje to področje in tudi piše zakone. Da ne govorimo, da ni bila povabljena niti ena nevladna organizacija, niti strokovnjaki iz tega področja. Torej je ta referendum zgolj politični referendum, ne strokovni, nastal je na političnem polju in gre za merjenje političnih moči in nikakor ne gre za neko strokovno opredelitev. Druga stvar, ki bi jo čisto na začetku poudaril, je pa terminološko. Terminološko je konoplja rastlina, cannabis sativa, ki ima svoje korenine, steblo in na vrhu cvet. In v mednarodnih konvencijah se opredeljuje samo cvet kot kanabis in je nadziran samo cvet. Mi pa smo tole zmetali vse v en koš in je tudi tukaj na terminološkem področju zelo težko se odločiti, zakaj boš in zakaj ne boš. Ampak vsem bi prosil že na začetku ljudi, da so vsaj za zdravljenje s kanabisom, kajti to je nekaj, kar moramo podpreti in kar je zelo pomembno za slovenski prostor in predvsem za bolnike z različnimi boleznimi, ki jim lahko konoplja zelo dobro pomaga. Torej, malce sem gledala in spremljala že vsa ta leta. Ste vi ves čas za medicinsko konopljo ali ste bili včasih tudi malce proti njej ali kako je bilo s tem? Ne, glejte, mi smo že kot urad smo leta 2002 naredili veliko posvetovanje v kliničnem centru, v tej veliki dvorani, ki je bila polna, ljudje so sedeli po stopnicah. Pripeljali smo strokovnjake iz Velike Britanije, ki so zelo natančno razložili tako cvet konoplje, kako se ga uporablja v medicinske namene, kot tudi vse ostale sintetične preparate, ki so bili že takrat na terenu, ampak takrat medicina še vedno ni zagrabila. Nekateri posamezniki so začeli zdraviti s tem, predvsem na nevrološkem področju pa na onkologiji, ostali pa niso takrat šli naprej. No, potem je pa leta 2015 skupaj s kolegico bila v skupini 5 zdravnikov, ki smo naredili predlog za uporabo kanabisa, cveta konoplje v medicinske namene. Z tem neke vrste deklaracijo smo šli v odbor za zdravstvo, kjer smo uspeli prepričati vso politiko in tudi stroko, da so nas 100% podprli in potem je moralo Ministrstvo za zdravje tehnično speljati stvari do te mere, da imamo danes dostop do, bom rekel, cveta konoplje in vseh preparatov, ki iz tega izidejo. Zato je treba povedati, da kadar govorimo o konoplji v zdravstvene namene, da smo tukaj zelo veliko naredili, je pa to vprašanje popolnoma nesmiselno, nepotrebno, zato ker ima ministrica v svojem predalu zakon o proizvodnji konoplje za zdravstvene namene in bi morala samo ta zakon ven potegniti, je bil že usklajen, že od leta
ne vem, 16 naprej in je treba to samo dati v parlamentarno proceduro. To se pravi, medicinska da, osebna raba ne, če bi obkrožili. Tam ostalo bomo pa še povedali. Dobro, primarij Josipina Ana Červek, vi ste onkologinja. Lejte, seveda je možno že danes uporabljati medicinsko konopljo, ampak to se ne dogaja. Zakaj ne? Ja, se ne dogaja zato, ker seveda je tukaj veliko vidikov. Sam zakon ni za to dovolj, ampak je potrebno imeti izobraženo zdravstveno osebje, predvsem zdravnike, dostopnost do konoplje in pravno zaščito ter finančno urejeno situacijo za uporabo konoplje. Še en problem obstaja pravzaprav v medicinski stroki, ker so prve klinične raziskave glede zdravilnega učinka konopljinih pripravkov bile opravljene po zlatem pravilu v medicini, to so randomizirane klinične raziskave, ki veljajo za farmacevtske preparate. Konoplja ni farmacevtski preparat, nima samo ene učinkovine kot farmacevtsko zdravilo, ampak je rastlina in je potreben drugačni pristop o ocenjevanju učinkovitosti. In v teh kliničnih raziskavah, ki so bile opravljene, randomizirane s konoplje, je konoplja pokazala veliko manjšo zdravilno učinkovitost kot farmacevtski preparat, recimo analgetik ali pa antiemetik, ki je bil testiran. Ampak vi bi jo kljub temu priporočili pri onkoloških bolnikih. Zakaj? Ja, zato, ker je treba z drugim pristopom, danes se je to znanje izpopolnilo, obstojajo številne znanstvene in klinične raziskave, ki govorijo o zdravilnem potencialu konoplje in se konoplja zato po večdesetletnih prepovedi ponovno vrača v medicinsko uporabo v številnih vejah medicine, predvsem v vejah, kjer so kronične neozdravljive bolezni. Uporablja se drugačen pristop za oceno njene učinkovitosti. Glejte, če bi ljudje večinsko obkrožili da za medicinsko konopljo, kaj se bo potem zgodilo? Kaj bi morali spremeniti? Smo pripravljeni na ta da za medicinsko? Saj že tako ali tako to velja. Ni dovolj samo zakonska privolitev, ampak je potrebno še, kot sem že rekla, ostali vidiki in sicer, kot sem rekla, izobrazba, smernice, dostopnost in pa seveda uporaba in možnost uporabe za tiste, ki jo rabijo. Prej ste rekli, da so zdravniki, ki to uporabljajo, pravno izpostavljeni. Kaj bi morali spremeniti v zvezi s tem? V zvezi s tem bi morali spremeniti zakonodajo, konopljo, medicinsko konopljo za uporabo v medicini premestiti iz druge skupine prepovedanih drog v tretjo skupino, kjer bi potem lahko bila na razpolago v založenih lekarnah in možnost uporabe. Razen tega je v zakonodaji zapisano, ne vem, če je spremenjeno, doktor Krek bo mogoče povedal, da zdravnik piše recepte na lastno odgovornost. Doktor Krek, kako je s tem? Ja, v tem trenutku je tako narejen, da je IAZMP, to se pa naša agencija za zdravila, dala ven opis, to se pravi cveta kanabisa, to se pravi, in predpisala, na kakšen način se predpisuje in da
se predpisuje, je treba predhodno narediti tako zvana navodila, ki jih je prva navodila za onkološke bolnike dr. Červekova pisala. Imamo že navodila tudi za pediatrično področje in tudi za nevrologijo. Zdaj ostale stroke pa čakajo, pa še niso naredile tega, ampak ko pa se ta pravila vzpostavijo, potem je zdravnik vedno piše na lastno odgovornost seveda zdravila, ampak ima s tem zaščito. Kaj pa konoplja za osebno rabo? To je pa zdaj zelo velik problem v svetovnem pomenu. Če bi me vprašal to pred 14 leti, 12 leti, bi čisto drugače odgovoril, danes pa vemo že veliko o tem, kako je s to uporabo in glede na legalizacijske ukrepe, ki so jih izvedli v Ameriki in v drugih državah, ima tak način kar veliko posledic. In je treba zdaj zadevo upeljevati postopoma in zelo z tresočo roko. In to delajo zdaj Nemci, pa Nizozemci, pa Švicari, pa Malta in tako naprej. In to so vse eksperimenti, to verjeli tudi Nizozemci to zdaj tako delajo, čeprav imajo vsi v glavi, da je na Nizozemskem konoplja legalna, pa ni. Tako da je posledice, ki so se pokazale za tako, bom rekel, neoliberalno politiko Kolorada in ostalih ameriških držav, kjer je bil na prvem mestu biznis, potem pa zdravje ljudi, se je pokazalo, da ni uspešno, ker so ugotovili na koncu, čeprav so obljubljali, da bo ne vem koliko veliko denarja dobili iz davčnih prihodkov, so ugotovili, da za $1 prihodka imajo $4 stroškov. In zato je, da ne govorimo, da so se tako nesreče povečale z vplivom konoplje na ta način prostega, potem so zastrupitev otrok večje, zato ker pač oni jejo piškote, ne glede na to, kaj je noter. In tako naprej. Tako za države, ki so sprostile konopljo kar tako na hitro, so se srečale z veliko problemi. Tako da Evropa se je odločila, da bo šla step by step, počasi, po korakih. In tako imamo zdaj nekaj teh pilotskih primerov, vključno z Nemčijo, ki naj bi postopoma določene pač segmente sprostila, vendar v nekem terminu in z zelo striktnim znanstvenim spremljanjem in prilagajanjem na te razmere. Torej, ne gre za popolno nasprotovanje, gre za previdnost in gre za regulacijo, ne za legalizacijo. Legalizacijo treba pozabiti in se pogovarjati o regulaciji. Regulacija je bolj fleksibilna in ko regulirate, lahko regulirate na podlagi rezultatov, ki jih dobite ob spremljanju pojava. Glejte, če bi zdaj v tem referendumu ljudje obkrožili večinsko za osebno rabo, kaj bi se potem dogajalo? Kaj bi potrebovali? Kaj se bo zgodilo? To je spet eno vprašanje, ki je kar padlo sa neba. In to vprašanje se ponavadi postavi ljudem takrat, ko veš, kaj boš delal. To se pravi, mi smo zdaj preden, kaj bomo delali, smo dali vprašanje. In je tudi težko odgovoriti na to vprašanje, ker ljudje ne vedo, kaj se bo zgodilo potem. In je spet, bom rekel, spet politično vprašanje, nestrokovno in tudi nestrokovno postavljeno. In bi bilo smiselno ga postaviti šele takrat, ker bi imeli nek model, slovenski model, kako bomo to regulacijo spremenili in kako jo bomo nadgradili. Ampak mi tega nimamo in smo šli kar tako na slepo. In to je spet, mogoče slepa kura tudi zrno najde, ampak tole tukaj ga verjetno ne bomo našli. In če me vprašate, kaj bo potem, ko bojo rekli, nič ne bo, nič. Gospa Červek, lejte, zdaj medicinsko konopljo, tudi če jo zdravnik predpiše, še vedno uvažamo te pripravke. Kaj bi morali tu narediti?
da bi sami izdelovali? Vse so možnosti so velike. V Sloveniji je zelo veliko možnosti in potenc za lastno pridelavo, predelavo in distribucijo konoplje, kar je bilo tudi priporočilo te delovne skupine, ki je bila ustanovljena v zdravniškem društvu, kar se ni izvršilo. Tukaj je tudi, moram poudariti, velik finančni, pravzaprav velika finančna pridobitev bi bila tudi za delovna mesta in za finančno pridobitev v sami državi. Doktorica Červek, po vašem mnenju, kdo to zavira? Je to farmacevtska industrija? Kdo zavira to? Kdo zavira? Pri nas so posamezne interesne skupine, in sicer skupine v stroki, se pravi medicinski stroki, skupine, politične skupine in seveda predvsem birokratske skupine, ki ovirajo določen razvoj. In sicer nekateri iz teh skupin zavirajo zaradi prepričanja, da delajo dobro, da ščitijo bolnike pred nevarnostmi uporabe nevarne droge, kot ima mit konoplja. Drugi pa seveda zaradi lastnih interesov, komodnosti in ne vem še česa. Ste vi kot onkologinja kdaj naleteli na tako zaviranje? Je vas kdo zaviral? Ja. Mene so pravzaprav vedno zavirali. Ko sem pričela že leta 2014, sem dosegla z organizacijo na Onkološkem inštitutu in našo lekarno, da smo uvedli na račun Onkološkega inštituta prva dva sintezna dominantna kanabinoida THC in CBD in je bila nastavljena tako zvana, danes se to imenuje opazovalna študija in imamo prve izkušnje z uporabo teh kanabinoidov. Ampak to sta bila... In to seveda še vedno je ta recept nekako v Sloveniji in v novi indoktrini, ki je nazadnje postavil Onkološki inštitut v smernicah. To je pravzaprav recept, ki sem ga jaz sestavila z našo lekarno. Ampak gledajte, vprašanje, to je vendarle sintetični kanabinoid. Mi pa tu govorimo o konoplji kot naravni sestavini. Takrat v tistem času je naša zakonodaja dovoljevala samo uporabo sintetičnih kanabinoidov, ki imajo veliko manjšo zdravilno učinkovitost in več nezaželenih učinkov. Dobro, zdaj sintetični naravni, izvolite. Če nadgradim še Jožico, mi imamo zakon napisan, 5-6 let, a veste, vse zakon za proizvodno konoplje od semena do pogojev in vse je not napisan. Sem zakon jo predal od ministrice, to se pravi, glavna ovira je politika, ne? Navzven se kaže, kako bi ona legalizirala, v resnici pa drži stvari nazaj, pa ne omogoči zdravstvu, da bi lahko imelo svojo lastno konopljo v svoji lastni državi. Zato je tukaj zame osebno ključen problem Ministrstvo za zdravje, ker ne da že oblikovanega in usklajenega zakona v parlamentarno proceduro. Ja, mogoče, zakaj tega noče narediti, ne vem, zakaj tega noče. Ne, to so v prejšnjih vladah. Od leta 2014 naprej smo to delali. Se je bila tudi Jožica zraven, pa jaz sem bil zraven še nekaj časa, pa smo pa midva počasi bila pelana, ampak jaz vem, da zakon je, dobil sem ga imam tudi na mojem računalniku, tako da sem ga prebral in je odličen in bi omogočil proizvodno konopljo v slovenskem prostoru. Politika tega pač ne naredi. Izvolite, gospa Červek. Jaz sem potem še napisala smernice z klinično potjo,
ki so bile sprejete našem strokovnem svetu onkološkega in razširjenem strokovnem kolegiju, objavljene na spletu, ki so pa bile potem na zahtevo, bom rekla, zahtevo verjetno ministrstva, ukinjene in sestavljene nove smernice, ki sedaj veljajo kot uradne smernice v Sloveniji na tem področju, čeprav so sestavljene na restriktivnih priporočilih kliničnih raziskav, ki niso primerne za konopljo, ki ima številne zdravstvene. Gospa Červek, glejte, v Nemčiji od aprila je dovoljeno posedovanje 25 gramov, do 25 gramov v javnosti in 50 gramov doma. Zdaj, oni so to dovolili, ampak kolikor vem, bodo istočasno delali tudi neke analize, raziskave, pa me zanima, ali bi tak način, da bi tudi pri nas dovolili nekaj malo te konoplje doma in nekaj malo v javnosti, kaj pospešilo uporabo medicinske konoplje. A bi bilo to dobro za medicinsko? Jaz ves čas svojega delovanja na tem področju strogo zastopam mnenje, da mora biti uporaba konopljenih pripravkov v medicini strogo ločene od izven zdravniške, ko se daje izven nadzora ličečega zdravnika konoplje. In o tem jaz nisem se s to problematiko ukvarjala. Ja, gospod Krek? Jaz bi rekel, da to, kar Nemčija dela tudi Nizozemska, pa dela Švica in tako naprej, ampak mi imamo svoj evropski pristop, je drugačen, kot je bil ameriški, ker smo se naučili, da tisti pristop ni dober, zato zdaj delamo svojega. In zdaj, seveda Nemci so dali eno količino, Maltežani so dali to preko socialnih klubov, ampak vsi pa spremljajo. Gre za nekaj, kar moraš, preden daš vprašanje, moraš te prvo nastaviti, kako boš to implementiral in kako boš spremljal. Ne, da daš te prvo vprašanje, pa se greš pa igrati z ljudmi, ker ljudje slej ko prej ugotovijo, da so odgovarjali čisto brez veze, ker od tega ni nič na koncu. Ampak mi, če hočemo iti v posest, dovoljeno posest določene količine konoplje, moramo vedeti, zakaj to delamo, moramo vedeti, koliko tega, moramo vedeti, zakaj in tako naprej. In treba to vse utemeljiti, to mora biti strokovna grupa, za katero stoji, ne odbor za zdravstvo. In pol šele vi lahko to spremljate. Druga stvar, večina ljudi v Sloveniji ne ve, da je posedovanje manjše količine droge pri nas prekršek, da ni kaznivo dejanje. In da je to, da smo bili ena prvih držav, da smo leta 1999 to tako postavili. In so potem sicer Portugalci posnemali nas in so postali slavni, ker so začeli pač bolj promovirati. Mi pa smo to že leta 1999 imeli v zakonodaji. In danes tudi človek, ki ima 2-3 grame pri sebi, pa veste, ga policija ne bo kaznovala. Zdaj pa, če boste pa vi dali mejo 3 grame, potem bo pa na 3 grame pa kaznivo dejanje. Tako da je treba, a veste, se tudi zavedati, da lahko takle referendum lahko še zaostri zadeve na tem področju, ne da jih sprosti. Tako da je in na področju zdravljenja. Tako da so ta vprašanja bi se mogla prej rešiti, preden smo šli na referendum. Zdaj jih pa tukaj v studiu rešujemo, ker ni pravo mesto niti ne za to. Gospod Červek, danes mnogi ljudje, ki potrebujejo konopljo in njene pripravke za zdravje, za zdravljenje v medicinske namene, to kupujejo na črnem trgu. Ne da bi vedeli, kaj sploh kupijo, ne da bi vedeli, kakšna je vsebnost THC-ja in CBD-ja. Kaj vi menite o tem?
Ja. To je velika nevarnost za zdravje teh, ki take pripravke uporabljajo, in sicer lahko gre za, kot ste povedala, vsebnost ni znana, ne ve se, a so sploh kanabinoidi prisotni, skratka zdravilne učinkovine, a so prisotne, ali jih je preveč. Ja. Potem ne vemo, da niso ti pripravki okuženi z onesnaževalci, recimo, da zraste konoplja, iz katere so... No, ampak zdaj vprašanje, katero od teh dveh vprašanj na referendumu, torej ali podpiramo konopljo v medicinske namene ali pa za osebno rabo, katero od teh dveh, če bi rekli da, bi preprečilo to, da ne vemo, kaj kupujemo? Kaj bi morali obkrožiti, da ne bi slepo kupovali tudi ljudje, ki potrebujejo konopljo za medicinske namene? A bi morali zdaj obkrožiti da za medicinsko ali gojenje tudi za osebno rabo? Zelo preprost odgovor. Medicinska uporaba bi morala biti priznana z ustrezno zakonodajo, premestitev konoplje iz 2. razreda v 3. razred z prometnim dovoljenjem, napraviti izobrazbo zdravnikov in seveda dostopnost v lekarnah, tako da bi lahko kot druga zdravila, podobna v tej skupini, tekoče pacienti dobivali, ki to rabijo. In tudi finančno bi morali biti plačano iz strani zavarovalnice. Takrat ne bi bilo nobene potrebe iskanje konoplje pri zdravilcih, ki jih tudi finančno zelo velikokrat izkoriščajo in jim dajo tudi napačne napotke in odvračajo celo od onkološkega zdravljenja. Torej, čeprav razumemo, medicinska da, za osebno rabo, ne? Na kratko. Jaz bom takole rekel, medicinska da, ampak bojim se, da bo kdo odgovoril ne. In me prav zanima, kaj bo odreagirala vlada, če bo več jih proti, a ne, medicinski, a ne. In ker s tem, ko bodo rekli ne, ljudje nam bojo podarili vse to, kar smo do zdaj z muko postavili, a ne. Zdaj pri drugem vprašanju je pa zame edino odgovor ne, ker je pa ne zato, da sem proti temu, ampak sem proti načinu, kakršen je bil narejen, in bom rekel, sem proti temu, da se tako nonšalantno obnašamo do tega zelo pomembnega problema, in sem pa zato, da se to področje uredi, da se regulira konopljo, da se po tolikih letih ponovno vprašamo o tem, a je konoplja pravilno regulirana ali ni, in tiste stvari, ki niso pravilno regulirane, jih je treba zregulirati, no, in potem pa nastopi čas za referendum. Dobro, torej hvala za vajine komentarje, s tem bomo zaključili, mi pa vsi na referendume in nasvidenje.